V času predsedniških volitev 2012 so v DGN Ljubljana za Dobrova odprli razstavo političnih karikatur svojega člana Darka Šarca. Avtor na humoren način predstavlja aktualne in prejšnje predsedniške kandidate na Hrvaškem in v Sloveniji. Vsem kandidatom je ena stvar skupna. Pred volitvami veliko obljubljajo, ko so izvoljeni, pa bolj malo uresničijo. Kulturni praznik, bližajo se predsedniške volitve in del karikatur, ki je tukaj razstavljenih, bo predstavil gospod, ki razstavlja sam. Pozdravljam lepo gospoda Darka Šarca, ki ga vsi poznamo. Vem, da ne bom predsednik, ali da me vidijo ljudje, kdo sem, ne? In zato sem jaz, tih 8 kandidatov, sem bral dost. Tema te razstave so predsedniške volitve. Jaz sem to nekako dal skup v Sloveniji in na Hrvaškem. Zato, ker smo do zdaj živeli v isti državi, a naslednjo leto bomo spet živeli v isti državi. Se pravi, 20 let nazaj smo živeli v isti državi, praktički skozi pred tem v isti državi. In zdaj, verjetno, če bo Hrvaška izpolnila vse obveznosti, bomo spet živeli v isti državi. So te predsedniške volitve zmeraj zanimive v vsaki od naših držav, zato ker se tukaj pojavljajo poleg znanih obrazov še drugi obrazi, kateri niso ni znani, ni poznani v politiki, ampak bi hoteli preizkusiti svoje, ko bi rekel, možnosti v enem takšnem trenutku, ko so te predsedniške volitve. Poskusim razložiti tole karikaturo, ki je tudi invalidka, kot smo mi invalidi. Mi smo neslušni, ona pa ne more hoditi, ne? Ampak je imela toliko poguma, da se je prijavila za predsedniške volitve. Na te predsedniške volitve vsaka stranka predstavlja svojega kandidata. In zdaj vidite, koliko je strank, toliko je kandidatov. Recimo, vsak nekaj obljublja, ne morete 12 različnih obljub za isto potrebo. Človek ima samo eno potrebo, da je zaposlen, da lahko hrani svojo družino, da ima kje prostor za stanovanje in da je spoštovan v okolju, kjer živi. Ne išče preveč, ampak to, kar išče, to mu ti, kateri obljubljajo, ne morejo izpolniti. In je razočaran. Ti politički dogodki okrog volitev niso dovolj na plastičen način, ko bi rekel,
temu človeku, kateri ne sliši, mu niso toliko bliske, da bi mogel razumeti, za kaj se gre. Podnapisi so takšni, da to hitro gre, ne more prebrati, a nima prevoda, da bi se lahko to prevajalo, kaj se dogaja. In mislim, da bi bilo v redu, da se poleg televizije, poleg vsega medija, katero obstaja, da bi bilo v redu, da mogoče i prevajalec tam, kateri bi prevajal za te naglušne osebe direktno na vseh tih manifestacijah. Tukaj so ostali problemi, njih ne, tukaj viš koliko ima tih problemov, tukaj je ta paraplegija, katera se javlja. Razstava Šarčevih karikatur bo odprta do volitev 2. decembra, ko boste imeli ponovno priložnost, da odločate o predsedniku naše države. Volilna pravica je hkrati tudi dolžnost vsakega državljana, saj zagotavlja uresničevanje demokracije. V Avstriji, na primer, so volitve obvezne in je neudeležba sankcionirana z denarno kaznijo. Zato izkoristite priložnost in oddajte svoj glas. Nasvidenje.